Pozdravljeni. V sezoni 2023 smo videli, da mnogo ekip ima težave. In danes bomo skupaj skušali ugotoviti, kje je tista glavna razlika med naprimer Red Bullom RB19 in naprimer Ferrarijem SF pomišljaj 23, ki prvega dela uspešnega, drugega pa, no ja, malce manj. Od samega začetka sezone 2023 smo lahko prebirali različne članke, ki so trdili, da je oblika bočne strukture tista ključna razlika in v bistvu skrivnost uspeha Red Bulla RB19 v primerjavi naprimer z Mercedesom W14 ali pa Ferrarijem SF pomišljaj 23. In po svoje razni analitiki imajo lahko prav. Kajti videli smo neke vrste trend, ko so se mnoge ekipe usmerile pravzaprav tja, kjer so bili pri Red Bullu dobesedno že lani. A videli bomo danes, da sama bočna struktura morda ni tisti pravi ključ do uspeha. Videli bomo s pomočjo nekih malce bolj trdnih argumentov, da je predvsem prednja obesa morda tisti ključni faktor, zakaj je Red Bull tako uspešen, ostali pa bistveno manj. In tu moram poudariti, da sam si Ferrarija za primerjavo nisem izbral, ker bi imel nekaj proti ekipi iz Maranela, temveč ker so tu razlike najbolj vidne in najbolj dokazljive z podatki, ki so nam, navdušencem, na voljo. Namreč poudariti moram, da ta prispevek ni nekako povzetek tistega, kar so napisali drugi, kar so drugi že dognali na različnih medijih. Gre za moje videnje, mojo interpretacijo, ki je kot običajno lahko napačna. A po drugi strani je moja in ne od nobenega drugega. A začnimo s tistim, kar vemo. Namreč mnogokrat smo že govorili o tem, da pri Ferrariju imajo tisto naravno ravnotežje bolida pomaknjeno proti zadnji osi. Torej, bolid izjemno lepo pospešuje, kajti sila na pogonsko os je večja, ampak ko je treba menjati smer, je praktično prednji krmilni par koles tisti, ki pride v krizo. In seveda, to ni nič takega in nič posebnega, mnoge druge ekipe imajo podobne težave. In tu bi rad citiral zanimiv članek, kjer je spregovoril Simone Resta, tehnični direktor pri Haasu in seveda bivši glavni odgovorni za nastanek bolidov prav pri skuderiji Ferrari. Prav Simone Resta je dejal, da bolid ekipe Haas mora spremeniti to razmerje sil in ga usmeriti proti prednji osi. Zakaj je ta izjava tako zanimiva? Kajti bolid ekipe Haas nastaja v Maranelu, seveda v ločenem biroju, ampak z skuderijo si delijo pogonski sklop, menjalnik, zadnjo petje in pravzaprav tudi vetrovnik. In konec koncev, aerodinamični koncept med enim in drugim bolidom, vsaj v tistih grobih osnovnih črtah, je podoben. In sedaj lahko začnemo razmišljati, kako vpliva ta različni razpored sil na samo delovanje pnevmatik pri, naprimer, bolidu SF pomišljaj 23. Znano je dejstvo, da Max Verstappen ima rad že tako ali drugače bolide, ki so s težiščem pomaknjeni bistveno bolj naprej. Ampak pri Ferrariju smo lahko na zadnjih dirkah opazili nekaj zanimivega.
Verjetno ste tudi vi zapazili razne članke, ki govorijo o tem, kako ima Ferrari težave s tršimi pnevmatikami. A če pogledamo najprej rezultate velike nagrade Kanade in velike nagrade Avstrije, bomo videli, da v obeh primerih imamo na bolidih Scuderie Ferrari izjemno dolge stinte, daljše od tistih, ki jih vidimo pri konkurenci. In to je že verjetno prvi alarmni zvonec. Ferrari dobro deluje z neko določeno tipologijo pnevmatik. A če pogledamo izbor na tistih dveh dirkah, bomo opazili, da so tam uporabljali mešanice C3, C4 in C5. Torej pri Ferrariju dobro izkoriščajo naprimer C4 in C3. Ukolikor pride na izbor trša mešanica, in govorimo lahko o tistih dirkah, kjer Pirelli pripelje C0, C1, C2 ali C3, bomo videli, da tiste pneumatike z rumenim in belim napisom kar naenkrat na Ferrariju ne delujejo več tako dobro. Če pogledamo samo, koliko so bili dolgi stinti na veliki nagradi Velike Britanije, bomo takoj videli, da se je trend obrnil. Pri Ferrariju niso več tako konkurenčni oziroma njihovi stinti niso več tako dolgi. In sedaj, kakšna je v bistvu razlika naprimer med C1 in C4? V trdoti same mešanice in posledično v temperaturi oziroma temperaturnem oknu, na katerem deluje. Trša kot je pneumatika, več energije je potrebno vnesti v samo mešanico, da doseže določeno delovno temperaturo in tako daje oprijem. Ukolikor pride do velikih nihanj temperature v samem krogu, sledi tisto, kar mnogokrat omenjam, degradacija. Ko pneumatika na zunaj izgleda popolna, ampak njen oprijem je v bistvu manjši, ker se je spremenila tista kemična sestavina same gume v njej. In prav to je ena izmed hib, o kateri so mnogi analitiki govorili prav pri Ferrariju. A zakaj prihaja do tega? Zaradi oblike bočne strukture? Sam dvomim, kajti tudi pri Ferrariju so jo spremenili, kot so jo spremenili pri Mercedesu, čeprav ni neka fotokopija one, ki smo jo videli pri naprimer Red Bullu. A verjetno na prednjih obesah, ukolikor smo malce bolj natančni, bomo ugotovili, da je neka razlika med Red Bullom naprimer in Ferrarijem. In ne govorimo sedaj o tisti očitni razliki med konfiguracijo pull rod in push rod. V bistvu gre za eno in isto zadevo, le da je obrnjena za 180 stopinj. Da se bomo bolje razumeli. Tisti blažilni elementi, ki so pri eni rešitvi zgoraj, so pri drugi rešitvi spodaj, ampak tako kot prva varianta deluje na grbinah, druga varianta deluje na vdolbinah iz mehanskega vidika, gre za eno in isto stvar. Le da ima določene aerodinamične prednosti in tudi prednosti glede razporeditve samih mas, ampak to tu ne vpliva na samo delovanje pneumatik. Namreč sam sem pogledal kar nekaj fotografij in opazil zanimivo podrobnost. Ukolikor pogledamo prednje obese Ferrarija SF-23, bomo videli, da tista dva glavna nosilna trikotnika sta dobesedno vzporedna samo asfaltno površino. To po svojem ni nič takega, nič čudnega in marsikomu izmed vas ne bo povedalo pravzaprav nič. Po drugi strani, če isti preizkus naredimo pri Red Bullu RB19, bomo videli, da je vpetje postavljeno malce višje od onega, ki je pri Ferrariju. In če vzamemo nekje zagotovo dejstvo, da je
v samem pestu vpetna točka približno na istem mestu, bomo videli, da ima Red Bull tisti prednji del vpetja nekako postavljen pod kotom v primerjavi s Ferrarijem. In zaenkrat nam to ne pove še nič. A bodimo malce bolj radovedni in začnimo s primerjavo. Kaj pa imajo kot rešitev pri Aston Martinu? Rešitev, ki je v bistvu podobna, če ne fotokopija onega, kar smo videli pri Red Bullu. Ne govorimo o push-rodu ali pull-rodu, temveč o vpetju, o prednjih točkah, kjer so tisti glavni trikotniki prednje preme pritrjeni na šasijo. In vidimo, da kot je skorajda identičen. Zakaj govorim skorajda? Ker res nisem bil sposoben najti fotografij, ki bi bile posnete iz istega kota in nam bi kazale neko pravo sliko. A vidimo že tu, da je približek srhljivo podoben. In sedaj verjetno marsikomu se je že začelo svitati. Namreč tudi pri Mercedesu so pri tisti njihovi izpeljanki B spremenili te točke vpetja na prednji premi. In kaj se je spremenilo? Tisto, kar sem omenil malce prej, kot teh glavnih trikotnikov, ki držijo seveda prednje pesto. In sedaj verjetno je vsakomur jasno, v kakšni smeri bi moral iti razvoj. Podoben trend vidimo tudi na primer pri McLarenu MCL60 in pri mnogih drugih, ki so prisotni na štartnem razporedu. A verjamem, sam nimam neke tehnične izobrazbe in niti ne možnosti, da bi se znašel tam v samih garažah in na lastne oči prepričal, kakšna je razlika. A za konec bi vam rad pokazal še eno fotografijo. Govorilo se je, da Alfa Tauri AT04 ni uspešen projekt. In kakšna je razlika med Alfa Taurijem AT04 in Red Bullom RB19? Ja, če pogledamo samo prednjo premo, nam bo tako jasno. Namreč pri ekipi iz Faence je ta del izjemno podoben onemu, ki smo ga videli na primer pri Ferrariju SF23. In mogoče je prav tu eden izmed tistih delov, ki Red Bull postavljajo tam spredaj na prvo mesto. Trend, ki so ga pri nekaterih ekipah opazili in mu začeli slediti, pri drugih verjetno ne. A videli bomo skupaj do konca sezone, ali imam prav ali ne. Za enkrat bo pa to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.